podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. V reviji Finance Manager smo objavili lestvico Top 101 najuspešnejša srednja podjetja v Sloveniji. Čeprav je teh le okoli 1200, v njih dela skoraj petina zaposlenih v slovenskem gospodarstvu, ustvarijo pa 16% dobička, ki ga pridela gospodarstvo. A zakaj je večina teh, tudi zelo uspešnih podjetij, znana le v lokalnem okolju? Zakaj so številna visokotehnološka podjetja zrasla na podeželju? Kako podjetniki občutijo Slovenijo kot poslovno okolje? Jim je bilo kdaj žal, da so znanje, energijo in denar vložili v lastno podjetje? In zakaj se izplača podrobno pogledati našo lestvico in se pozanimati o podjetjih na njej? Jaz mislim, da je to koristna informacija za vse. Najprej recimo vemo, da se v Sloveniji po 30 letih spremembe ekonomskega družbenega sistema dogaja tudi generacijska menjava. Se pravi, jaz verjamem, da na tem seznamu podjetij so tudi taka podjetja, ki imajo izziv in priložnost za menjavo generacij. Se pravi, tukaj so prav gotovo neki skladi, ki bi radi mogoče poskrbeli za to, da ta podjetja preživijo bolj verjetno, kot se to zgodi samo od sebe. To je en segment. Drugi segment prav gotovo so tudi zaposleni, ki iščejo neka zanimiva okolja, taka mogoče, ki so malo bolj pod radarjem, ker se da kaj novega vzpostaviti. Vidim, imamo recimo na tem seznamu tudi podjetja, ki imajo potencial neke globalnih prebojev, razvijajo že par desetletij inovacije, ki dejansko postavljajo trend. Ja, in upam, da ne bodo vsi, ki imajo kaj za prodati, zdaj napadli to skupino ljudi, ampak da bo skozi prizmo tega, kako se lahko prispeva, da bi nastajalo še več podjetij, ki imajo še višjo dodano vrednost, oziroma da bi ta podjetja še prav posebej rasla. Zato, ker imamo pa strukturni izziv, da imamo zelo velik delež zaposlenih, ki so, tako povedal po domače, na minimalcu, in mi kot družba za vzdrževanje te ravni rabimo, in to krvavo rabimo, podjetja z višjo dodano vrednostjo. Tako dr. Miha Škerlavaj, redni profesor za področje menedžmenta na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. In katera podjetja so letos na vrhu naše lestvice Top 101 srednje velikih podjetij? Prvi je Turnemobil, hitro rastoči proizvajalec bivalnih vozil, ki je lani proizvodnjo z Vrhnike preselil v Pivko. Sledi Tosla iz Ajdovščine, ki se uveljavlja kot vodilni proizvajalec formulacij s kolagenom v tekoči obliki. Na tretjem mestu je lanski zmagovalec First iz Velenja, ki proizvaja elemente regulacij ogrevalnih sistemov. O tem, kakšna podjetja so letos med najuspešnejšimi, avtor lestvice Jure Ugovšek. Zelo iz različnih panog so, ampak je pa v zadnjem času opaziti, že lani smo to ugotovili, da jih veliko razvija rešitve oziroma storitve na področju zelenega prehoda. Tako recimo najdemo prodajalce oziroma proizvajalce toplotnih črpalk ali pa mogoče kakšnih delov, ki prav pridajo za proizvodnjo toplotnih črpalk, nosilce, zaslonalne panele in podobne stvari. Z vami je Tomi Gračanin. Šel sem po sledi informacije, da je na lestvici veliko podjetij, ki se ukvarjajo z izdelki in rešitvami z področja zelenega prehoda. Na 9. mestu je proizvajalec toplotnih črpalk Kronoterm. Zato sem jih obiskal v Trnavi v Savinjski dolini. Prišel sem ravno v času dneva odprtih vrat in avla poslovne zgradbe je bila polna obiskovalcev, ki so jih očitno zanimale njihove toplotne črpalke. Ker te ne sodijo med najcenejši na trgu, sem direktorja Bogdana Kronovška najprej vprašal, s čim uspejo prepričati sicer pregovorno varčne Slovence. Ja, v tistem momentu recimo je tako izgledalo, ko je bila vojna, pa v bistvu je bila panika, da so se ljudje bali, a bodo lahko se ogrevali sploh naslednjo sezono skozi zimo ali ne, glede dobave plina, pa še ostalih naftnih derivatov. In to je potem nekako pognalo ljudi, da so še bolj intenzivno začeli razmišljati o alternativnih načinih ogrevanja oziroma kako se preskrbeti nek dolgoročni način ogrevanja, s katerim bomo čim bolj samostojni in neodvisni. In to sigurno toplotne črpalke so. Tako da takrat je dejansko bilo povpraševanja, so bile čakalne dobe tudi pol leta. Ravno zaradi rekordnega poslovnega izida v letu 2022 jih lani ni bilo na naši lestvici. Kot srednja podjetja smo namreč opredelili tista, ki so hkrati izpolnjevala vsaj 2 izmed 3 meril.
število zaposlenih od 50 do 250, prihodki od prodaje od 8 milijonov do 40 milijonov evrov, sredstva od 4 do 20 milijonov evrov. To ustreza osnovni opredelitvi srednjega podjetja po zakonu o gospodarskih družbah. Kronoterm je leta 2022 povečal prodajo za 71% na 41,6 milijona evrov, sredstva pa povečal za skoraj 10 milijonov na 28 milijonov evrov. S tem so po 2 od 3 meril že stopali proti kategoriji velikega podjetja. Jim je kaj žal, da jih je letos upad prodaje vrnil med srednje velika? Če pogledam na obseg poslovanja, v smislu proizvodne, razvoja podjetja, pa tudi živahnosti trgov po Evropi, kjer smo prisotni, si seveda želim, da bi imeli še tudi v letošnjem letu tako obseg poslovanja, kot smo imeli 2022, ker smo se v tem času tudi kapacitete povečali, v smislu proizvodne, procese prilagodili temu, tako da ja, bi bilo dobro, no? Ampak je pa zdaj mogoče ta trenutek, pa tak čas, pa taka situacija, pa primerna, da določene stvari uredimo, ki jih pa takrat v tistih parih letih zaradi konstantne velike rasti mogoče nismo uspeli, ali pa smo jih na stran potiskali, pa so zelo tudi pomembne. Ali imajo podjetja na lestvici, poleg števila zaposlenih in obsega poslovanja, še kaj skupnega? Lestvice najbolj izpostavljenih, najbolj uspešnih srednje velikih podjetij boste ugotovili, da gre za kar en tak zanimiv kolaž različnih kategorij podjetij. Vidi se recimo, da je nekaj teh podjetij je nišnih, se pravi gre za tradicionalna podjetja, ki nastopajo v neki niši, velikokrat na tako imenovanem B2B segmentu, in jih potem nekako končne stranke niti ne poznamo, razen če jih v medijih kaj izpostavite. Potem imamo tle en novejši segment tako imenovanih hitro rastočih podjetij oziroma spet z eno tujko tako imenovanih scale-up podjetja, ki pa imajo v sebi to željo, da bi prerasli v neko globalno veliko zgodbo, pa še marsikaj vmes. Skratka, gre za en precej heterogen nabor podjetij. Ja, v prvi vrsti gre za podjetja za zelo visoko dobičkovno maržo, se pravi na enoto prihodkov ustvarjajo v številni, recimo, če 1 evro prihodkov naredijo 10 centov dobička, 20, nekateri tudi 40 oziroma 50 centov dobička. Skratka, zelo dobro konvertirajo prihodke v rezultat, po drugi strani pa velja za njih visoka rast, vrednost pa tudi številna so zelo malo zadolžena. Mogoče je zanimivo, če seštejemo vsa denarna sredstva od celotne stoterice na eni strani, pa na drugi strani dolg od istih podjetij, vidimo, da imajo denarnih sredstev praktično toliko kot dolga, kar je kar redko. Kljub temu, da torej podjetja z lestvice že leta uspešno poslujejo in se tudi širijo, je večina širši slovenski javnosti neznana. Se njihovi lastniki ne želijo izpostavljati, ali pa so njihovi proizvodi in storitve tako nišni, da se z njimi preprosto skoraj nikoli ne srečamo. Se pravi, res en del teh podjetij je nišnih, in tisti, ki so nekako zmagovalci niš, jih njihove stranke po svetu še kako dobro poznajo. Ni pa mogoče celo včasih niti neke prav posebne želje, da bi se eksponirali in izpostavljali v segmentu končnih uporabnikov, ali pa njihov trg je svet in niti ne toliko sama Slovenija. Tako da mogoče je tudi to en del razloga, zakaj jih ne poznamo. Da bi jih vendarle bolje spoznal, sem se odpeljal v Šentjernej, kjer stoji podjetje LTech Elektronika, ki že 30 let razvija in proizvaja elektromehanske komponente in elektronske module. O prihodu v poslovno cono na obrobju Dolenjskega mesteca so me presenetila imena podjetij. Pričakoval sem prodajo cvička, traktorjev in mulčarjev. Namesto tega pa so skoraj vsa imela elektro v imenu. Je v šentjernejskem zraku kaj posebnega? Sem vprašal Radka Luzarja, ustanovitelja in lastnika LTech-a. Ja, gledajte, to je vse dediščina iz bivše Iskre, ki je imela v našem kraju v Šentjerneju podjetje z 1200 zaposlenimi, kjer so razvijali opremo in tudi proizvajali upore, potenciometre, hibridna vezja in potem je šlo to v stečaj. Na tem pogorišču so zrasla pa nova podjetja in v teh dobrih 30 letih so se ta podjetja tudi razširila, zato ste videli te nove stavbe pa nekako tehnološko usmerjeno podjetništvo. In kaj je Luzarja pred 30 leti prepričalo, da se je odločil za podjetniško pot?
Jaz sem bil takrat vodja razvoja v bivši Iskri pri uporih, potem je šlo to seveda v stečaj. Takrat služb ni bilo in tudi ni bilo druge možnosti kot začeti s podjetništvom, tako da takoj po stečaju sem končal na Zavodu za poslovanje. Tam se prav spomnim, je bila ena učiteljica, bi lahko tako rekel, ki je nam svetovala, kaj moramo narediti, pa kako moramo živeti. Jaz sem bil pa vodja razvoja doma, familijo, 3 otroci, hišo smo gradili in ko sem se nazaj peljal z avto, sem rekel, če mi je to poslušal, če jaz ne bom mogel sam zase poskrbeti za svojo družino, je z mano nekaj narobe, ne. Tako da nisem šel več na tisto izobraževanje, ampak sem se vse v avto in sem šel v Nemčijo do kolegov, ki smo jih takrat imeli še iz študentskih časov in tako se je potem posel rodil in ustanovilo podjetje in tako naprej. Pogled skozi panoramsko okno sejne sobe LTK na sodobne stavbe v svojevrstnem tehnološkem parku v Šentjerneju je zgovorno pričal, da so bili tam pred 3 desetletji le travniki ali morda kakšna njiva. Kako se je torej zgodba začela? Na začetku smo štartali z enim samim zaposlenim, potem se je pa to pač širilo in najprej smo izdelovali take enostavne izdelke, potem se je pa to širilo, tako da smo si lahko privoščili razvoj, investicije in smo vsako leto smo rastli, zdaj nas je že 110. Podobna je tudi zgodba Kronoterma, le da v njej namesto nekdanjega socialističnega giganta Iskre nastopa Gorenje. Ja, moj oče je delal v Gorenju raziskave in razvoj in tam se nekako srečal z to tehnologijo toplotnih črpalk in se je to zaljubil. Tudi prvo sanitarno toplotno črpalko naredil v 70 letih in to ga je nekako potem ves čas vodilo, dokler ni ustanovil svojega podjetja, pa začel na svoje z lastnim razvojem pa proizvodno. In tudi tu se je začelo v improvizirani domači delavnici. To se je vse skupaj začelo v mali delavnici, pa v bistvu v bivšem Skednju, kjer smo imeli 3 krave. Smo tisti hlev spremenili v delavnico, pa v bistvu s 3 zaposlenimi začeli s proizvodno toplotnih črpalk, pa takrat so bile zelo in kletne hladilne naprave za vino. Podcast Finance. Ko smo že slišali, avtorji lestvice ugotavljajo, da se številni podjetniki ponašajo z majhnim dolgom in zdi se, da imajo dovolj lastnih sredstev, da financirajo rast. Preveril sem v Kronotermu, kjer že imajo zemljišče za nove poslovne prostore. Koliko se bodo pri investiciji zanašali na lastna sredstva? Tako kot do zdaj, kar večina. Bomo poskušali, da to financiramo z lastnimi sredstvi v veliki meri. Bi torej rekli, da so pri financiranju konzervativni? Mogoče malo bolj previdni, ker res se velike spremembe dogajajo na trgu iz danes na jutri in mogoče v tem smislu bolj konzervativni, da to, kar zdaj imamo, to si nekako lahko prvošmo, plus neki seveda riziko, ampak ne želimo se pa postavljati takim rizikom, da bi nas to lahko tudi pokopalo. Je torej za večino srednjih podjetij res značilen konzervativen pristop, ko gre za naložbe? Odgovor sem poiskal na Deželni banki Slovenije, ki svojo mrežo dobro pokriva slovensko podeželje, kjer domuje veliko srednjih podjetij, pojasnjuje Jure Kvaternik, predsednik uprave Deželne banke. Jaz ne bi rekel, da so konzervativna. Če gremo eno pa po eno podjetje pogledati, vidimo, da imajo vsa nek dolg, seveda odvisen od dejavnosti, kjer upravlja, ampak imajo pa zdravo razmerje med dolgom in kapitalom in EBITDA-jem, to je tisto, kar mi bankirji najprej pogledamo. Ne? In to, da ne dobijo financiranja, se ne bi strinjal. Povpraševanje je dobro in tudi na drugi strani bankam izjemno všeč segment, srednja podjetja, to so manjši krediti, ne? Ampak ja, tudi v milijone gremo, so pa bistveno bolj razpršeni in s tem si tudi mi prerazporedimo tveganja. Očitno pa drži, da so uspešna srednja podjetja zaželene stranke bank. Ja, tako kot sem prej rekel, to so ene najbolj zaželenih komitentov. Kreditiranje je glih prav veliko, ni to 1000 evrov, ampak je to par 100 000 evrov, tudi 2-3 milijone in to je nam tak sweet spot, rečemo. To je glih prav dela za glih ta pravi lot, pa tveganje pa ni ekstremno. In kakšne stranke so ta podjetja? Urejena podjetja, ki ne hodijo same
na banke, ampak kar bankiri pridemo do njih. Poleg bank in drugih finančnih inštitucij bi si našo lestvico, kot rečeno, morali pozorno gledati tudi iskalci zaposlitve. V osnovi ljudje iščejo neko delo, ki ima smisel, ki je pošteno plačano, in če imamo možnost ustvarjati tudi v nekih lokalnih okoljih in biti od tam globalni, zakaj pa ne? Seveda je to način decentralizacije, ljudje se odvedno nekako selijo tja, kjer so bila zanimiva delovna mesta. Za vsa podjetja bi lahko rekli, da so taka, recimo, zaželeni poslovni partnerji, a pa mogoče zaželeni potencialni delodajalci, zgolj če gledamo po izkazih uspeha. Zato, ker ta podjetja imajo visoko dodano vrednost in seveda, če imajo visoko dodano vrednost, to pomeni, da imajo dosti viška, ki ga lahko uporabijo, bodi si za investicije, bodi si za razvoj kadrov in podobnih stvari. In take stvari so pa za okolje dobre in tudi za zaposlene, vsaj v teoriji bi morali biti dobre. In kako se to obnese v praksi v času, ko vse skozi poslušamo o pomanjkanju delovne sile, sploh strokovnjakov tehničnih smeri? Vprašali smo v LTEK elektroniki v Šentjerneju. Mi imamo vse delavce v lokalnem okolju, nimamo nobenega tujega delavca. Je res, da se za delavce potrudimo, mogoče se eno malenkost boljš plačeni kot drugje, so pa še druge bonitete, zanimivi projekti, okolje in to tudi privlači mlade in kadre, tako da zaenkrat nimamo težav. Tudi v Kronotermu težav z iskanjem delavcev nimajo. Zaenkrat je zanimanje za delo kar veliko, tako da dobimo kar dovolj kadrov iz neke te lokalne skupnosti in tudi iz Slovenije. Tako da v tem trenutku še ne razmišljamo. Čutimo pa, da zdaj v zadnjem mesecu je pa intenzivnost povpraševanj ali pa zanimanje za službo raste, kar pomeni, da se že čuti generalno ohlajanje gospodarstva in marsikje tudi krčenje podjetij in s tem tudi zaposlenih, kar po eni strani ni dober signal. Ohlajanje povpraševanja je opazil tudi avtor lestvice Top 101. Ja, ta lestvica je malo drugačna od prejšnjih, ker prej smo dostikrat pri teh uspešnih ugotavljali, to podjetje ima pa recimo 10 let že neprekinjene rasti prihodkov in podobne stvari. Pri tej, pa čeprav imamo, se pravi, tak cvet uspešnih, srednje velikih podjetij, recimo top 10% med njimi, opažamo, da so nekateri med njimi tudi, recimo vsako 8. podjetje ima upad prihodkov, kar je malo presenetljivo. Po drugi strani se pa vidi tudi tisti, ki so jim prihodki medletno upadli, da imajo še vedno zelo visoke dobičkovne marže. Skratka, določene specifike so. Za leta 2022 je zaradi nekaterih posebnosti bilo boljšo od lanskega leta, še vedno pa so številna med njimi pokazala, tudi če jim prihodki malo upadajo, da uspejo držati zelo visoke dobičke. Če se torej uspešni podjetniki še vedno znajdejo na poslovnem področju, pa je pogosto bolj zapleten njihov odnos z državo. Kako občutijo Slovenijo kot podjetniško okolje? Kako se soočajo s pogostimi spremembami predpisov in pogojev za poslovanje? Ne, sej to je je neka stalnica nestabilnega okolja. To smo se že navadili, toliko sprememb je bilo, da pač se mora s temi izzivi, tako kot proizvodna, postavlja neke nove zahteve, so tudi tukaj, to je treba vzeti za dobro in se s tem ne ukvarjati iti naprej. Je torej Slovenija podjetnikom prijazno okolje? Zdaj, to bi težko trdil, da je prijazno za podjetnike, to ni. Če bi to bilo, bi bile tuje investicije pri nas bistveno večje, pa niso v primerjavi. Ravno danes imamo obisk iz Rimaca, Hrvaška je bistveno bolj naredila večje korake in večje firme so investirale v Hrvaško, tako da je tudi za nas Hrvaška zanimiv trg. Smo podobavitelji tam, kar v zadnjih 5 letih so boljši od Slovenije, kar se tiče zakonodaje in teh predpisov, tako da ja, tukaj se bomo mogli mi prilagoditi s sosedom, drugače ne bo šlo. Nič bolj prizanesljiv ni Bogdan Kronovšek. Ne rad šimfam ali pa jamram ali pa podobno, ampak želel bi si, da bi se slovenska politika malo bolj usmerjala v to, kaj bi skupaj naredili, da bi bili v prihodnosti bolj produktivni. Ker zdaj zadnjih 10 let poslušamo samo to, kako bi manj delali,
kako bi nekako še več nekih pravic si izbojevali, več ugodnosti, več nagrajevanja in tako naprej, ampak po drugi strani se pa noben politik ne vpraša, kako bomo pa sploh prišli do tega denarja, da ga lahko delimo. Oster je tudi glede kontroverznega štempljanja. Po drugi strani pa vidimo zakonodaja, pomiselnost pa gre v tej smer, ja, dajmo vsako minuto štempljati, dajmo vsako, ne vem, še bolj tukaj rigorozno se nekako omejevati in nadzorovati, ker to tudi zaposleni si ne želijo tega. Ali torej morebiti razmišljajo o selitvi iz domačega kraja, iz pisarne s pogledom na okoliške travnike in hmelišča? V stališčah pogleda na hmelišča, pa v okolja in tako naprej. Ne bi se preselil. Stališča obdavčitev pa teh stvari, da lahko ljudem recimo omogočiš boljše pa višje plače, ja, ampak drugače smo tukaj zelo zavedni in želimo v Sloveniji ostati in razvijati. Enako navezan na domači kraj je tudi moj sogovornik na Dolenjskem. Mi podpiramo v Šentjernejski občini več kot 50 društev raznih in mi podpiramo pravzaprav vsa ta društva, enkrat ena, enkrat druga. Fokusiramo se pa predvsem tam, kjer so otroci, ali je to šport, šola in ta društva, kjer so predvsem otroci. To, kar daš družbi, tudi nazaj dobiš po en strani s svojimi zaposlenimi. Tudi zaposleni so iz lokalnega okolja, so tudi v društvu angažirani in seveda, če društvom pomagaš, tudi njim pomagaš in to je en z drugim, z roko v roki. To se čutiš, da si del ene skupnosti in kar daš skupnosti, tudi nazaj dobiš na dolgi rok, tako da to je dobra investicija in tako morajo tudi podjetja gledati. Da so lokalna podjetja ključna za delovanje športnih in kulturnih društev v manjših krajih, je prepričan tudi Jurek Vatrnik. Sploh te večje multinacionalke nimajo nekega odnosa več do malih lokalnih skupnosti, kot je recimo kasaške dirke v Ljutomeru, je nezanimivo, ne? In se bolj posvečajo tem večjim dogodkom, Evropsko prvenstvo v nogometu in podobno. Ja, mi, male banke, hranilnice in tudi mala srednja podjetja pa imamo ta dolg do skupnosti lokalne, ne, kjer je potrebno vračati skupnosti, saj tudi dobiš v tej skupnosti marsikaj. Kako pa prepletenost lokalnega gospodarstva, prebivalstva in ne nazadnje lokalne politike komentira profesor menedžmenta? Politike in komentiranja se bom vzdržal, s tem ne se ukvarjajo strokovnjaki, bom pa zelo direktno povedal, da menim, da je to prednost, se pravi biti vpet v neko okolje, pomeni, da tu čutiš neko odgovornost do ljudi iz tega okolja, praviloma tudi ti ljudje nekaj vračajo, skratka to je tek na dolge proge. Klicu politike pa se pred 10 leti ni mogel upreti Ratko Luzar. Kaj ga je premamilo, da je kandidiral in bil izvoljen za župana Šentjerneja? Moja neumnost pa naivnost, ne. Jaz sem si to tako predstavljal, da družba te izšolala, omogočila šolanje, pa to in tisti, kjer ima možnost, moraš tudi nekaj nazaj dati lokalni skupnosti. In jaz sem imel idejo, da že pred upokojitvijo nekako nastavim svojega novega direktorja in bom šel še v lokalno skupnost, da bom še kaj doprinesel družbi. In sem rekel, da ne bom v firmi Sence delal, ne, da je treba neko drugo zaposlitev se poiskati. Sem mislil, ko bom na občini, jaz se bom zgovarjal v firmi, sem na občini sem v firmi, jaz bom pa prezidenci bil, pa imel čas. Pa si pa to vse na glavo obrnil in je bilo vse drugo kot to. Izvoljen je bil tudi drugič, a se je sredi drugega mandata, sicer nepoklicni funkciji odrekel. Prvi v Sloveniji sem sam odstopil, ker ugotovil sem, da v gospodarstvu lahko jaz bistvo več prispevam kot v politiki in politika je bila to, vrednote tam so bile drugačne, kot so moje osnovne in to enostavno ni šlo skupaj. To ni bilo za mene. Čeprav z ljudmi pa z projekti je bilo pa zelo v redu, tam sem bil zadovoljen z rezultati in tako naprej, sem določene
strankarska nagajanja pa tako naprej so bila pa tako močna, da to ni šlo več. Mnoga srednje velika podjetja, predvsem tista, ki so zrasla iz domače obrtne delavnice, še vedno vodijo njihovi ustanovitelji. Profesor Škerlova je v knjigi Postherojsko vodenje zapisal, da danes potrebujemo vodje, ki se znajo sredotočiti na nalogo in sebe potisniti v stransko vlogo. Poslušajmo, kako komentira pregovorni lik lastnika in direktorja, ki je alfa in omega podjetja. Jaz bi pokomentiral, da je to del resnice, vidimo pa ravno skozi izpostavljanje nekih zgodb, pa ne tudi starejših uglednih podjetnikov in še toliko bolj odzivov njihovih zaposlenih, da je to res samo del zgodbe in da obstajajo že tako intuitivno vodje, ki se zelo, zelo razdajajo za svoje podjetje, za svoj kraj, vse, kar zaslužijo, reinvestirajo nazaj. Tako da jaz mislim, da imamo ta dva vzorca še kako prisotna. Ne? Bi pa prav gotovo, tako kot sem tudi v knjigi napisal, si želel, da je teh bolj produktivnih in zdravih načinov k vodenju tudi v segmentu srednjih podjetij več, kot jih imamo. In za konec morda še najpomembnejše vprašanje. Je našemu sogovorniku v Šentjerneju po 10 letih vlaganja časa, denarja in še marsičesa v lastno podjetje kdaj žal, da je izbral podjetniško pot? Ja, zdaj, če bi nazaj, zdaj mi ni žal, ne? Lahko bi bila pa tudi zgodba, če ne bi bila uspešna, koliko to od kraja bilo energije, pa kako doma družina trpi, pa pomanjkanje časa, vsega tega, skozi investicije, nekako smo skozi investirali in tako naprej, gradili, 4-krat smo se selili, nove stavbe zgradili, zdaj smo pred 2 leti tudi, tako da je bilo kar tak napor hud. Tako da zdaj ne vem, kaj je boljše. Kam bi dal, če bi žena vprašal, se ni splačal. Zdaj, za meni se pa je. Ekipo tokratnega podcasta sestavljajo Tomi Gračanin, Maj Štravs, Peter Frankl, Mladen Mikovič in Jasna Špende. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.